Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Pa smo prišli tudi do zadnje oddaje v tej sezoni pred dopusti, tako kot ponavadi, in zaključili bomo s pogovorom z našo strelko Urško Kuharič. Lepo pozdravljena, Urška, v naši družbi. Lepo pozdravljeni vsi gledalci in tudi vam seveda. Seveda smo ves čas navijali, več ali manj poznamo vse uspehe naše Urške, domačinke, na katero smo seveda vsi ponosni. Za las se je spodletelo, da ni odšla na olimpijske igre, ampak kljub temu veliko uspehov, dobrih rezultatov je za njo, pravzaprav tudi za njo je zelo uspešna sezona, kot verjetno veste. Urška, najprej čestitke seveda za vse, kar si dosegla, za vse uspehe, za vse medalje, za vse visoke uvrstitve. Najprej pa vprašanje, torej, kaj se je zgodilo, da ne greš v Pariz? Najlepša hvala za čestitke. Ja, marsikaj se je zgodilo. Res je, da letos je bilo zelo blizu. Nekako sem že vohala te olimpijske igre, ali kako bi rekla, ampak na koncu je vseeno bilo malo premalo. Enostavno je ta naš sistem pridobivanja kvot kar zelo zahteven, čeprav sem v zadnji sezoni nizala kar dobre rezultate, še posebej v disciplini malega kalibra. To enostavno na koncu ni bilo dovolj. Je pa res, da če pogledam sezono za nazaj, ne morem reči, da nisem zadovoljna. Še posebej z malim kalibrom sem spet nekako naredila en korak naprej. Izenačila sem državni rekord med drugim na eni tekmi. Potem, kar se pa tiče zračne puške, sem pa tudi zelo zadovoljna, ker če pogledam lansko sezono, ko sem imela kar težko krizo, ko sem se tudi nekako borila zelo mentalno za zračno puško, namreč nekako sem že tudi izgubljala voljo do tekmovanja, če sem čisto iskrena. Je pač letos se to spet obrnilo meni v prid. Nizala sem čist povprečne rezultate, v bistvu tudi nekaj najboljših rezultatov osebnih na tekmovanjih, tako da lahko res rečem, da sem zadovoljna, in z veseljem že gledam potem na naslednjo sezono. Ko smo še pred morda teden dni, 2 tedna nazaj gledali naše strelce, ki bi naj šli na olimpijske igre, takrat si seveda še bila na tistem seznamu, sedaj pa ni strelcev, sploh jih ni, sploh ne greste. Ja, žal je se letos zgodilo prvič v zgodovini tako, da strelstvo ne bo imelo slovenskega predstavnika na olimpijskih igrah. Torej ne s puško, ne s pištolo, ne s puško šibrenico. Ja, res je, da jaz sem bila zdaj več čas kandidat za olimpijske igre. Na koncu naj povem, da v bistvu mi je zmanjkala ena kvota v disciplini malega kalibra. Namreč zdaj zadnja 2 tedna sta bila predvsem psihično naporna glede teh olimpijskih kvot. Namreč jaz nisem več imela nobenih tekmovanj zdaj. Jaz sem tekmovanje zaključila konec maja, ki so bila pomembna za te olimpijske igre. Zdaj na koncu se je pa še čakalo v bistvu potem države, ki so si nabrale polno število olimpijskih kvot, lahko potem iz kateregakoli razloga kvote vračajo pri različnih disciplinah. In v bistvu je zmanjkala, potem, če bi se vrnila še ena kvota na malem kalibru, bi jo dobila jaz, ker sem potem bila tako visoko na tej olimpijski lestvici, ampak se to žal ni zgodilo, tako da je bilo res čist blizu. Zanimivo je, da tako športno prenašaš to, Ja. Verjetno bi se kdo razjokal, ampak ti to tako pogumno. Mislim, zdaj najtežje je že mimo, bom rekla. Zdaj sem se že nekako sprijaznila. To čakanje je bilo na koncu najhuje. Bilo je nekako, malo sem se vrnila nazaj, ko smo čakali rezultate mature, na primer. Ko ne moreš več nič narediti, ampak naredil si že vse, kar si moral.
zdaj pa čakaš, kaj bo, ni več nič od tebe odvisno. Ampak ja, vem, da verjetno bo še težko, ko se bodo dejansko začele te olimpijske igre in ko bomo spremljali naše športnike po televiziji, ampak pač to je vse del športa. Tako uspehi kot tudi neuspehi. Na srečo je v bistvu to naše strelstvo ima takšne pestre sezone, da ni nekaj časa zdaj za žalovanje, za neuspehi, ampak v bistvu, ko se neuspeh zgodi, se probaš tega čim več naučiti in potem se pripraviti že na naslednjo tekmo. No, športniki običajno pravijo, da je torej odhod na olimpijske igre, tekmovanje na olimpijskih igrah, višek njihovih vseh teh športnih udejstvovanj. Je to res? Ja, pri večini športov je to res, da so olimpijske igre nekako najvišje, ne? Oziroma neki najvišji cilj. Tudi za mene je, če povem po pravici, ampak vseeno pač se trudim, da ne delam nekega pritiska, predvsem sama sebi zaradi tega. Na koncu konca je to vseeno samo ena tekma zraven, ne. Ampak ja, je pa res. Verjetno zaradi tega, ker so te olimpijske igre, vseeno se zgodijo samo enkrat na 4 leta. Nastopajo seveda najboljši športniki, ne. Torej, če nastopiš na olimpijskih igrah, je to neka potrditev, da si zares dober. In pa res je tudi to, da je medijsko kar dobro so zastopane, ne. Tako da jaz mislim, da je mogoče zaradi tega to res nek taki višek za športnike. No, spomnim se, da si tudi pred 4 leti želela, ne, odhoda v Tokio na olimpijske igre, ne? Takrat je verjetno še bilo težje, ne, kot zdaj. Ja, takrat je bilo težje za mene, zaradi tega, ker vseeno nisem imela še, čeprav streljam že 15 let, je vsako leto pomenijo neke nove izkušnje, tako pač strelske, ne, kar se tiče strelske tehnike, kot tudi v bistvu psihične pripravljenosti. In v teh 4 letih sem v bistvu od Tokia naprej naredila kar dosti, no, tako na psihični pripravi, kot tudi na strelski. In zaradi tega je bilo to tokrat vseeno bolj dosegljivo, no, kot pred 4 leti. In verjamem, da bom pač zdaj v 4 letih spet naredila toliko napredka, da bo potem to še lažje čez 4 leta. Se pravi, čez 4 leta pa greš. Ja, zdaj sem zaključila, ne, to sezono, to eno poglavje, in normalno, da si postaviš že neke dolgoročne cilje za naprej. Eden izmed teh ciljev je zagotovo potem so olimpijske igre čez 4 leta. Super, verjamemo, da ti bo uspelo, ne, ker ti je sedaj že skoraj uspelo. Dejansko smo zelo ponosni na te, veš, Urška, ne vem, če imaš sploh ta občutek, ne, z veseljem preberemo, ne, naša Ormožanka Urška, ne, je dosegla to in to, ne, tako da fino, super, želimo ti seveda, da ti to čez 4 leta uspe. Zanima pa me, no, kako se pravzaprav zbirajo te kvote, ne, laiki, nismo ravno poučeni o tem, ampak bi bilo zanimivo to vedeti se, torej seznaniti s tem. Ja, zdaj, če govorim za strelstvo, vsak šport je potem pač zgodba za sebe, ampak pri strelstvu se začnejo kvote loviti 2 leti pred olimpijskimi igrami, torej na svetovnem prvenstvu. Potem včasih je to bilo tako, da sta se tudi 2 kvoti na disciplino podelile na svetovnih pokalih. Zdaj več temu ni tako, zdaj se v bistvu na svetovnih pokalih in tudi na različnih, ne vem, svetovnih prvenstvih, na večjih mednarodnih tekmah lovijo točke za olimpijsko lestvico. In potem nekaj kvot se na koncu podeli tudi ena direktno, dobi prvi tekmovalec po lestvici, ki še nima kvote, nekaj se jih pa potem še podeli, na primer v takih primerih, da države vrnejo kvote. Tako da je, kot sem že prej omenila, kar zahteven postopek to.
V bistvu moraš skoraj na vseh tekmah je tako, da če želiš dobiti kvoto, moraš dobiti tudi medaljo. Seveda bolj gre proti koncu oziroma bolj gre proti olimpijskih igrah, lažje je to nekako dobiti, zaradi tega, ker ima toliko tekmovalcev že. Ampak ja, je pa res tudi to, ne, da se vedno nekako krčijo število tekmovalcev na olimpijskih igrah. Tako da je po eni strani vedno težje. Ja, to pa verjamem. Kaj to pomeni, da v kakšnih primerih torej države vračajo kvote? Kaj se zgodi recimo? Zdaj, če povem en tak čist primer Švice, na primer. Švica je v ženski konkurenci dobila dve tekmovalki sta osvojile kvoto na malem kalibru in dve tekmovalki sta osvojile kvoto na zračni puški. To pomeni, da so pobrale vse kvote za Švico in oni so se zdaj na koncu odločili, da ena izmed teh tekmovalk, zelo mlada tekmovalka, 15 let stara, zelo odlična strelka, da ni sposobna dobiti medalje na olimpijskih igrah, zato so jo pustili doma. Njeno kvoto bo pa, v bistvu namesto nje bo pa z malim kalibrom streljala ena strelka, ki je dobila kvoto za zračno puško. To pomeni, da kvoto od tiste, ki bo stala doma, oni lahko vrnejo. Potem njihov mednarodni olimpijski komitet to kvoto vrne, ker je ne bodo rabili in potem se ta kvota podeli potem drugi državi, drugi strelki. Zdaj, to je precej zahtevno, jaz upam, da je razumljivo, ampak v bistvu tudi nam, ki smo v tem, treba večkrat prebrati pravila in sistem, kako deluje, da je potem, da se razume to. Sedaj domnevam, da te čaka dopust, ne? Ja, tako je. Jaz bom zdaj ta julij in začetek avgusta izkoristila malo za regeneracijo. Zadnja 2 meseca, v bistvu je bila cela sezona zelo naporna, no, ker ravno zaradi lovljenja teh kvot šli smo na vse tekme, ker smo seveda nabirali točke za lestvico, ker smo lovili kvote in je bilo zdaj na koncu že res toliko streljanja, da je bilo mogoče že vsega malo preveč in je bilo res zelo naporno, psihično kot tudi fizično, tako da bo zdaj to super, ta odmor. Potem pa ja, konec avgusta me pa v bistvu še čaka zaključek te sezone, ker imamo državno prvenstvo z malim kalibrom še, pa potem še eno tekmovanje na Danskem z velikim kalibrom. Septembra, oktobra se pa tako že začne v bistvu nova sezona, tako da potem že se nadaljuje. Opiši nam torej iztekajočo se sezono, kje vse si bila, kakšne uspehe si dosegala? Jaz sem bila letos so bile, Evropsko prvenstvo zračno puško se je odvijalo na Madžarskem, potem v bistvu smo mi imeli že, mislim, da konec januarja svetovni pokal. Potem so se odvijale letos, je bila spet ena dodatna tekma kvalifikacije za olimpijske igre, ki se je odvijala v Braziliji. Potem bili smo v Bakuju, v Azerbajdžanu na svetovnem pokalu. Bili smo seveda tu okrog v Zagrebu, München. Ogromno je bilo enih tekmovanj in je pa res tudi to, da so bila čista tekmovanja zelo pomembna, ne, tako da so pa to neka taka stalna mesta, ki se v bistvu, ki imajo take, na primer Egipt, potem ta Brazilija, Baku, ti imajo take v bistvu strelišča, prave strelske objekte, ki potem se večkrat redno, torej neka prvenstva. Mogoče tudi, na primer, Baku, Azerbajdžan je eno tako mesto, tako strelišče, kjer se enkrat na leto ziher odvije tam tekma, če ne celo večkrat na leto.
Vidiš pa veliko sveta, ne? Imaš Ja. sploh recimo, ko odhajate na ta tekmovanja, sploh čas si kaj pogledati in tako? Ja, odvisno. Ponavadi si, še posebej, ko mogoče obiščemo kakšno mesto, kjer še nismo bili, si vzamemo čas. Če ne drugo, kakšen popoldan po treningu ali pa dopoldan, vseeno je seveda prioriteta tekmovanje, ne. Naprimer, zgodilo se je lansko leto, smo odšli v Peru, v Limo, kjer sem bila prvič, oziroma mislim, da smo bili celo vsi prvič. Prvič se je tam odvijala tekma. Bili smo tam, mislim, da 5 dni in si nismo ogledali čisto nič, ker enostavno ni bilo časa. Najprej smo seveda bili utrujeni od poti in potem strelišče, hotel strelišče. Tako da se zgodi tudi to, no, da nimaš časa, da se fokusiraš samo na tekmo, ampak po navadi je pa vedno, če ne drugo, kak del dneva, da si malo ogledaš. No, kot sama praviš, veliko je bilo tega, veliko tekmovanj, na kateri uspeh, recimo na kateri rezultat si od vseh teh najbolj ponosna? Sedaj ne, to zadnjo sezono. Zadnjo sezono bi izpostavila predvsem mali kaliber, disciplino malega kalibra, kateri sem se pač res počutila zelo suvereno letos. V Bakuju, oziroma zdaj, mislim, da je bilo v Bakuju, na svetovnem pokalu sem potem tudi, v Bakuju je bilo seveda, sem prišla v finale med prvih 8, tako da to je bilo super, je pa tudi bilo več tekem, kjer mi je na primer zmanjkal samo en krog, ne, za vstop v finale, tako da na te rezultate sem nekako najbolj ponosna. Potem tudi če zračno omenim, kot sem že prej povedala, sem res nekako dosegala najboljše svoje rezultate na tekmovanjih, tako da sem zadovoljna, no, res. Super, čestitke. Zaposlena si še vedno v Slovenski vojski, ne? Torej, v tem času tudi magisterij torej delaš, ne? Na pedagoški fakulteti, kako ti pravzaprav to vse skupaj gre? Kako usklajuješ vse te obveznosti? Zdaj tako je z fakulteto sem ob vstopu v Slovensko vojsko, jaz sem zdaj 4 leta zaposlena v športni enoti Slovenske vojske. V športni enoti je zaposleno tam približno 70 vrhunskih športnikov. Ogromno med njih so tudi olimpijski prvaki. Do nedavnega je bil tudi zaposlen naš Rajmond Debevec tam, tako da smo bila, mislim, da 2 leti smo se glih tako križala, da smo bila celo sodelavca. V glavnem, ta Slovenska vojska nam športnikom predstavlja en velik del, no, oziroma veliko pomoč, en velik sponzor je za nas, za strelce tudi nam skrbi za amunicijo. Torej, bi bilo zelo težko, no, se ukvarjati s športom na taki ravni brez te pomoči. Ta Slovenska vojska predstavlja potem tudi zame nekaj obveznosti. Zdaj, glavni del mojega dela so treningi in tekmovanja. Potem pač Slovenska vojska vsako leto preveri rezultate, kje stojim na svetovni lestvici, in na podlagi tega se podpiše pogodba za naslednje leto. Ob tem moram seveda oddajati poročila vsak mesec, kje sem bila, kakšni rezultati so bili, plan za naslednji mesec. 4-krat na leto se moram udeležiti promocijskih dogodkov, kjer športniki promoviramo Slovensko vojsko. In to bi naj bilo to, no. Pa seveda imamo še enkrat na leto vojaško usposabljanje, 3-dnevno. To je en tak del, ki mora biti opravljen, ni zdaj to nič takega, 3 dni, je pa
v bistvu zelo zabavno, no, iz vidika, da spoznaš še malo druge športnike, se malo podružiš, tako da je kar zabavno. No, pa se verjetno kaj tiste vojaške discipline naučiš, ne? Tudi nam malo pokažejo, kak je, ampak sej z nami športniki ni problema, ne. Smo nekako vajeni neke discipline in reda, tako da... No, zanima me, recimo, kje vmes med tekmovanji prebivaš? Si doma, na Lešnici ali... Ja, tako je. Jaz sem doma. Zdaj zadnje 3 mesece je bilo, jaz mislim, da sem bila največ, kar sem bila doma, je bilo to 5 dni. Ostalo sem bila non-stop na poti, prišla sem mogoče doma za 2 dni, da sem si prepakirala in smo že šli naprej. Drugače pa ja, doma na Lešnici treniram zračno puško v Ormožu, kjer imamo klub Kovinar Ormož. Mali kaliber pa potem večinoma se vozim v Kidričevo, kjer ima strelišče Strelski klub Kidričevo. Večkrat potem se tudi odpeljem v Ljubljano, kjer imamo kakšne priprave ali pa potreniram z ostalimi člani reprezentance. Da, ja. No, to, da si tako uspešna in da imaš tako dobre rezultate, je to plod treningov ali talenta? Jaz mislim, da ima talent pač neko vlogo. Jaz, ko sem prvič šla streljati, to je bilo konec osnovne šole, torej zdaj že 15 let od tega, je trener Steven Vočanec takoj nekako mi že dal vedeti, da imam talent, ampak seveda brez dela ne pride ta talent, nima smisla, ne. Zaradi tega jaz mislim, da je mogoče bolj pomembno delo, da imaš neko disciplino, nek red, da redno delaš, in če pa imaš potem ob tem še talent, je pa toliko lažje. No, sedaj, ko boš imela dopust, torej mesec dni skoraj, kot praviš, ne, boš trenirala tudi vmes ali boš popolnoma brez? Bom trenirala vmes, ampak govorim tako, o 2 treningih na teden, glih toliko, da malo ohranjam to neko stressko kondicijo. Prejšnja leta sem to počela tako, da nisem nič vmes trenirala, po 2-3 tedne, pa je potem zelo težko se vrniti nazaj. Zelo težko, brez stresske kondicije, brez tiste koncentracije, ki jo prav tako izgubiš, ko en čas ne streljaš. Tako da je bolj pametno, da me zmes vseeno opraviš kak trening, da se to čist ne pozabi. No, zanima me, kako se pripravljaš na eno takšno tekmovanje? Mislim, recimo, vem, da je to tekmovanje ali pa ko treniraš. Kaj je najpomembnejše za strelca, torej, ko strelja? Mirna roka, to, da si skoncentrirana? Ja, koncentracija je velik del streljanja, ne. Mi na primer tekma z zračno puško traja 1:15, moraš oddati 60 strelov in v bistvu moraš biti ti skoncentriran vseh teh 60 strelov. Seveda se ne zgodi tekma, da ne bi tekmovalec naredil kako napako v teh 60 strelih, ampak potem ne, tisti tekmovalec, ki naredi najmanj napak, je potem najboljši. Ampak ja, v bistvu fokus, koncentracija je zelo pomembno, potem pa seveda natančnost, umirjenost, vse to je nekako, se mi zdi, zelo pomembno za dober rezultat. No, kaj štejete strelci torej pod napake, ko torej streljate, ko ciljate? Ja, v bistvu napake se zgodijo takrat, ko ni koncentracije, ne? Ko nisi z glavo pri stvari. Kako bi to povedala, meni je že, ko sem začela streljati, mi je postalo jasno, da kar hitro, no, mi je postalo jasno, da dobri rezultati pridejo, ko ne razmišljaš o tem, kaj delaš, ampak obenem pa moraš razmišljati, kaj delaš. Zelo zanimivo,
v bistvu je najboljše, ko padeš v nek avtomatizem, ne? Ko pač streljaš, ko so vsi gibi avtomatski, ker v bistvu se tega naučiš na treningoh. Mi tolikokrat ponovimo ta strel na treningih, v bistvu glavna stvar treningov je streljanje, ne. Tolikokrat ponovimo strel, pilimo to strelsko tehniko, da je najboljša, da potem, če bi ti na tekmi odmislil oziroma izklopil glavo in bi se to vse dogajalo avtomatsko, vsi gibi, bi bili vsi streli super, ne, ampak vseeno se na tekmi pač potem zgodijo kakšne napake zaradi tega, ker ne držiš koncentracije. In ja, pač te napake so ponavadi različne. To, da predolgo meriš, to, da prehitro sprožiš, to, da proženje je en velik del streljanja, pravilno proženje, torej da ti, mi rečemo, da cukneš strel iz desetke, ne. Tako da ogromno nekih stvari je pri zračni puški, potem pri malokalibrski puški, kjer pa se streljajo 3 položaji, ne, kleče, leže in stoje, tam je pa potem še več dela, da v bistvu izpiliš vsak položaj. Ne samo stoječi položaj, ampak tudi kleče in leže. No, predstavljam si, da je verjetno leže najtežje, ne, streljati. V bistvu je leže najlažje streljanje. Ja? Leže in kleče sta jermenska položaja. To pomeni, da je puška vpeta v jermen. Jermen je del strelske opreme in v bistvu je puška pri kleče in leže zaradi jermena najbolj pri miru. In zaradi tega je tudi streljanje najbolj precizno tukaj. Najvišji rezultati se naredijo pri leže in pri kleče. Potem dolga leta je držalo to, da so se potem razlike v rezultatih med strelci dogajale v stoječem položaju, ne. Kleče in leže so bili ponavadi rezultati vsi vrhunski, potem pri stoječem stavu se je pa potem videlo, kdo je res dober strelec. Ampak zdaj temu več ni tako, zdaj je treba tudi stoje odstreljati vrhunsko brez napake, ker v bistvu so rezultati res tako visoki zadnja leta, tako vrhunski, da si ne smeš več dovoliti napake. Bravo. No in kdo je tvoj trener? Moj trener je Steven Vučanec, klubski trener. Še vedno torej? Še vedno, od samega začetka. V bistvu me je on naučil vse, kar vem zdaj. Ogromno sva delala, še vedno delamo na zračni puški, v disciplini zračne puške. Kaj rabim, ga vedno lahko pokličem. Običajno treniram sama zdaj, ampak vedno, ko pride do česa, do kakšne prepreke, da ne vem, kaj moram spremeniti ali pa da se kaj zablokira, vedno pride on, pove, kaj je narobe, delamo na tem. Seveda tudi debatiramo tekme, treninge. Potem velik del mojih rezultatov pa potem spremlja tudi slovenska selektorica Andreja Vlah, ki je pa tudi v bistvu, jo lahko štejem kot svojo trenerko, še posebej pri malem kalibru in pri velikem kalibru. Ogromno stvari me tudi ona naučila, ona seveda hodi potem zraven na tekme, te reprezentančne mednarodne in je vedno nekako za mano in mi pomaga do najboljših rezultatov. Kdo pa ti pomaga s kakšnimi torej psihičnimi nasveti, kdo te recimo hrabri? Velik del mojih rezultatov oziroma zdaj že nekaj let, no, me spremlja tudi športni psiholog Blaž Zagorc. On dela ne samo z mano, ampak tudi z večjimi športnimi oziroma strelskimi kolegi. Tako da tudi z njim, no, sem ogromno že predebatirala.
Ja, on je sigurno en del teh psiholoških problemov oziroma reševanja psiholoških problemov. Ob tem pa ja, seveda trenerji, Steven, Andreja, tudi ostali tekmovalci, moji sotekmovalci, ogromno se naučiš od tudi ostalih svetovnih strelcev, ogromno debatiramo, tako da vse to je nekako en del, ki prinese k uspehu na koncu. No, morda se ti moje vprašanja zdijo nora, ne? Ampak razumeti moraš, da laiki ne vemo zato je recimo toliko bolj zanimivo poslušati, ne, kako to vse skupaj poteka. Tako. No, recimo kako si naj predstavljamo dan pred neko odločilno tekmo, tvoj dan, ali pa recimo tistih nekaj ur pred neko pač pomembno tekmo zate? Ponavadi na teh mednarodnih tekmovanjih je dan pred tekmo uradni trening. To pomeni, da se trenira na tistem strelskem mestu, na katerem tekmuješ naslednji dan. Zdaj, ti uradni treningi so dobri, predvsem zaradi tega, ker prvi vrsti preveriš, če je vse dobro s tarčo, če tarča deluje, če je strelsko mesto ok. Potem preveriš, kakva je svetloba. Pri malem kalibru je najboljše, če je uradni trening isti čas, ko je tekma, ker tudi preveriš, kakšni so vremenski pogoji, ali je vetrovno, kakšna je kaj svetloba. Potem, ko se to opravi, je pa v bistvu dan poteka precej mirno, no. Se mi zdi, da smo vsi bolj fokusirani na svoje delo, na mogoče vizualizacijo tekmovanja, torej da se pripraviš mentalno, da greš skozi korake, ki jih moraš narediti na tekmi. Tako da to je predvsem to. Malo šparaš oči, seveda. Fajn je, če ne preživiš dneva na telefonu, ne? Da šparaš oči, da se primerno hidriraš, primerno hraniš, da si potem pač čim bolj pripravljen naslednji dan na tekmo. No in potem recimo te strah kdaj kakšne tekme? Oziroma imaš tremo? Ja, seveda. Od začetka pa še vedno imam tremo pred tekmovanji, ampak ta trema v bistvu se kaže pri nas v adrenalinu, ki se sprosti, ne, ob začetku tekmovanja. In ta adrenalin je pri ostalih športih oziroma pri večinoma športih zelo dober, da si hitrejši, da si močnejši, da si tukaj pri nas, ko ti pač nabije puls, ne, ko se poviša srčni utrip, ni glih najboljše za strelstvo, ko moraš ostati miren. Ampak seveda pa potem ta adrenalin nekako izkoristiš za to, da si še bolj fokusiran, bolje vidiš, bolje slišiš, in potem kar hitro to mine, no. Z parimi začetnimi streli se potem umiriš in gre tekoče naprej. Se zna zgoditi, kar je največji problem kot ta začetna trema na začetku, da ko se trema sprosti po parih strelih, da pride do napak, ker tisti začetni fokus, ki ga da trema, malo se spusti in potem se treba spet nekako sam sebe dvigniti malo ta adrenalin, da spet lahko daš vse od sebe, ne, 100%. Tako da je kar, ja, 60 strelov ni malo, ne, in pomembno je, da daš res vsak strel 100%. Sem že prej omenila, vsak naredi napako v teh strelih, ampak tisti, ki jih naredi najmanj, ne, je potem najboljši. Kdo iz Ormoža recimo gre po tvojih poteh, ti kdo sledi recimo, kar se tiče uspehov? Ogromno imamo, ja, osnovnošolcev. Zdaj prevladujejo dečki pri nas v našem klubu. Imamo Nuša Žnidarič, je že v bistvu večletna odlična strelka.
tudi državna prvakinja, Eva Petek, prav tako odlična mladinka. Potem pa imamo še nižje oziroma mlajše tekmovalce, osnovnošolce, predvsem, kot sem rekla, dečke, tudi nekaj deklic imamo. Pomembno je, pomembno je predstaviti ta šport otrokom na tak način, da ga vzljubijo, da pač vidijo dobre stvari v tem. Največ strelcev potem oziroma mladih strelcev izgubimo, ko odidejo v srednje šole ali pa še več, ko odidejo na faks, študirati. Tako da tu se jih potem največ izgubi. Eni se potem vrnejo, ampak to so taka leta, kjer v bistvu je treba največ delati, da potem pride do nekega uspeha, vstopi reprezentanco in tako naprej. Tako da ja. No, kaj je v bistvu tebe navdušilo? Mene je navdušilo, jaz sem začela, kot sem že povedala, konec osnovne šole. Takrat je trenirala Melanie Habjanič, ona je bila moja sošolka, Petra Vernik, na primer. Ogromno tiste generacije je hodilo streljati. Tako da sem jaz rekla, no, bom šla. Jaz sem bila vedno tako, že kot otrok, bolj umirjena. Nisem se ukvarjala z nekimi športi, ekipnimi ali pa karkoli. Pa sem potem rekla, nič, bom šla probati to. Pa ni bilo strelstvo zdaj ljubezen na prvi pogled, ali kako bi rekla. Sem potem, ja, trener je videl nek talent, ampak sem pa absolutno premalo delala takrat skozi srednjo šolo. Sem trenirala, sem osvajala neka čisto povprečne rezultate, ampak potem sem že večkrat omenila, da sem ob koncu srednje šole želela zaključiti s tem, ker nekako nisem imela motivacije, ni bilo nekih rezultatov, pa me je potem trener malo, kako bi rekla, gremo, deklica. Elegantno potisnil naprej, brez možnosti, da bi rekla ne. V bistvu sem takrat dobila novo opremo in sem seveda ni mi vest pustila, da ne bi trenirala. Klub mi je plačal opremo, dobila sem novo puško in normalno, da sem pač delala in trenirala. No, in takrat sem potem prišla v slovensko reprezentanco. To je bilo verjetno pri 18 letih in takrat se nekako motivacija tudi dvignila, želja, seveda nastopaš za slovensko reprezentanco, hodiš na mednarodne tekmovanje, kar hitro se začnejo potovanja po svetu. Strelstvo je tak šport razširjen po vseh celinah, po vseh državah, zaradi tega se tudi tekmovanja odvijajo vse posod. Tako da, ja, sem potem začela enkrat, potem me je čisto potegnilo notri. Zdaj sem že 4 leta, torej se s tem ukvarjam profesionalno in si sploh ne predstavljam, da ne bi bilo strelstva v mojem življenju. No, vidiš, to smo želeli slišati. Torej, naslednje 4 leta še sigurno, ne? Tako torej, je, naslednjih olimpijskih iger. Kakšne pa imaš sicer načrte, torej, kar se tiče? Torej, ja, zdaj cilje sem si postavila nekako zdaj za 4 leta naprej. Med drugim imam cilj končati magisterij na pedagoški fakulteti, razredni pouk, ki sem v bistvu ga dala malo na stran ravno zaradi te zaposlitve v športni enoti. Zdaj po olimpijski sezoni je tako obdobje malo bolj umirjeno obdobje, niso tako zelo pomembna tekmovanja vsa, tako da zdaj je to idealen čas, da ga izkoristim za to, seveda ob treningih in ob streljanju. Potem, kaj se bo zgodilo po 4 letih, pa si ne upam nič trditi, bom videla, odvisno, kako se bom počutila, še konkurenčno, kaj bodo kazali rezultati. Jaz bi z veseljem se ukvarjala s tem še naprej, ampak tako sem rekla, bomo videli, kaj se bo zgodilo. So kakšne omejitve, kar se tiče let pri strelstvu?
V bistvu ne. Če pogledamo našega Rajmonda Debevca, je še letos osvojil naslov evropskega prvaka, sicer v neolimpijski disciplini, ampak vseeno, dokler lahko nekako potem s kakšnimi korekcijskimi očalmi probaš uravnavati vid, da je čim bolj oster, pa dokler ti v bistvu dopušča tvoje telo, lahko streljaš do poznih let, ne. No, se vidiš ti v pedagoškem poklicu potem nekoč ali recimo bi delala kot trenerka ali kaj takšnega? Jaz izredno rada delam v razredu z otroci. Meni je bil ta študij razrednega pouka zelo všeč. Zelo rada treniram druge strelce. To mi je, mislim, včasih priskočim na pomoč v tudi našem strelskem klubu, kjer malo potreniram, podelim kakšne nasvete mlajšim strelcem in mi je to res neizmeren užitek. Tako da ne bom rekla nič, no. Mogoče me potem pot zapelje tudi v kakšne te trenerske vode. Mogoče v razred, v šolo, mogoče bom še en čas ostala na strelski liniji, bomo videli, kaj se bo zgodilo tekom naslednjih let. Glavnem, mlada si, ne, vse je še pred teboj. Kaj pa pravijo tvoji domači kuharičevi, torej iz Lešnice? Ja, oni me seveda podpirajo. Že od nekdaj, no, so bili moji šoferji, pa še vedno. Včasih v bistvu odhajamo na pot, na tekmovanja, ne vem, ob 5 zjutraj iz letališča, tako da v teh primerih me z veseljem odpeljejo tja, pridejo po mene, mi pomagajo v bistvu, da lahko pač res čim več časa, no, vložim v to. Navsezadnje je to zdaj tudi moja služba. Tako da ja, seveda me podpirajo in se potem tudi veselijo mojih uspehov. To pomaga, ne? Ja, seveda. Pač sigurno, no, vsaka podpora, ja, v kakšnikoli obliki, ne, pride zelo, zelo prav. Kaj pa ljubezen? Je čas za ljubezen? Čas je tudi za ljubezen, ja. Mislim, moraš si ga vzeti. Včasih je lažje reči, da ni časa, ne, pa da je preveč dela, ampak ja, če se želi, se pač tudi ob vsem tem delu, ob vseh treningih vzame tudi čas. Za ljubezen, za prijatelje, za družino, tako. To pomeni, da te fant podpira? Vsi okrog mene me podpirajo. Bravo, športen odgovor na športno vprašanje. Urška, hvala lepa, da si vzela čas. Dejansko ti želimo iz vsega srca veliko uspeha in torej, da ti čez 4 leta torej uspe oditi na olimpijske igre. Verjamem pa, da se boš kaj oglasila pri nas, ne? Da nam še kaj poveš. Ja, z veseljem sem se odzvala povabilu, tudi v prihodnosti se z veseljem odzovem na povabilu. Mislim, ta stresov, no, bom rekla, je tak predvsem nekomercialen šport, nepopularen šport, predvsem za medije mogoče in jaz sem zelo hvaležna domačim medijem, da pač čutim seveda podporo tako od televizije kot od radia lokalnega, čutim podporo, tako da z veseljem se odzovem povabilu. Hvala ti, da si prišla. Hvala vam. Seveda pa ti sedaj želimo najprej dober dopust. Najlepša. Na morje boš šla kaj? Boš imela kaj časa? Ja, morje je že rezervirano, zdaj v juliju, tako da ena čist... Po takšni sezoni, ne, nimam energije za neko dopust,
preveč oddaljen dopust, kakšna predolga potovanja z letalom ali pa z avtom ali pa karkoli. Tako da dopust bo takšen precej sproščen, umirjen, toliko, kar da v bo. bistvu potrebujemo Tako, vsi, ne? tako. Še enkrat hvala za obisk. Najlepša hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Urška Kuharič, naša zelo uspešna strelka, je bila z nami. Upam seveda, da jo bomo še gostili v kakšnih naslednjih letih. Sicer pa vam želimo prijetne poletne dni, znova se vidimo z novim gostom v septembru. Ta čas pa vam želimo torej vse dobro, pazite nase in srečno.